Dobro večer, dobrodošli vsi v Glazarjevi dvorani. Najprej moram reči, da sem zelo vesela, da smo se kljub minus, ne vem koliko točno ta hip, ampak zbrali v zelo velikem številu. Ja, nevarno resnicem. Skratka, pozdravljeni na letošnji sezoni zasedanj s knjigami, kot smo mi poimenovali ta naš cikl. Najprej seveda najlepše pozdravljena gosta, Darka Zvonar-Predan, avtorica knjige, ki jo danes predstavljamo, in pa Dejan Pušenjak, ki se bo z njo pogovarjal. Vesela sem, da sta tu, vesela sem, da bosta predstavila knjigo Beograjski pogovori, pozdravljam tudi založnika oziroma založbo, ki pa je že večkrat gostovala na naših zasedanjih. Rekla bi v imenu knjižnice, seveda, najprej dobrodošli, potem pa mogoče še kar se tiče te knjige, ki je ena izmed mnogih, tudi mnogih žanrov, ki jih v tem ciklusu predstavljamo. Ko človek prebere, da gre za intervjuje, ki so nastali 2010 do 2014, mislim, da jim bili prvotno objavljeni v Večerovi sobotni prilogi, ampak predstavljajo ljudi, ki jih, ko prebereš njihova imena, se nekako zaveš, da si v tem času že izgubil neposreden stik z njimi, da si jih po nekih drugih časih pravzaprav imel v nekem obzorju, ki se je zdelo samoumevno ves čas okrog nas. Tako da se toliko bolj tudi z tega zornega kota, moram reči, veselim te današnje predstavitve. Mi je pa na pamet padla še ena zamisel, o kateri so se, mislim, da z založnikom tudi že nekoč pogovarjala, Darka in Dejan sta danes tu. Mislim, da sta oba, pa še kdo v tej dvorani, pravzaprav pisala tudi že za katedro. Tudi katedra je bil časopis, ki je prinesel odlične intervjuje. In meni se vedno zdela dobra ideja tudi te intervjuje zbrati, pa povezati, pa izdati mogoče enkrat v knjigi in bi bilo odlično branje. Ampak danes je tu drugo odlično branje, tako da vam predajam besedo in izvolite. Pa še založnik je tudi katedraš. Torej, spoštovani in dobrodošli tudi v mojem imenu. Ne morem vam povedati, koliko optimizma zbuja od tu pogled na polno dvorano, ko se govori o knjigah. Torej, v teh časih, ko nas polpismeni njihovi gospodarji prepričujejo, da se knjiga več ne prodaja, da ni nobenega zanimanja za razmišljanje, da se prodajajo samo neki prazni spektakli, politični, v glavnem, v katerih nastopajo telebajski, in nas seveda zaradi tega izdatno zasipavajo s takimi rečmi, se mi zdi pogovor o knjigah, o razmišljanju, o branju že neka prva poteza odpora zoper takšno posiljevanje. Drugo očitno dejstvo seveda je usihanje tradicionalnih medijev in o obojem torej lahko Darka zelo verodostojno in brez sramu govori. Odkar jo poznam, torej to pa je že zdaj precej časa, torej to pomeni sredina 80-ih let prejšnjega stoletja oziroma tisočletja, je Darka ves čas torej počela prav to. S svojimi teksti se je nudila izdaten odpor zoper neumnost, napotovala je na razmišljanje, četudi se mnogi kdaj niso strinjali z njo, jaz tudi ne. In na, kako bi rekel, vsebinsko najvišji ravni oziroma najbolj polni ravni uresničevala to, kar je pravzaprav bistvo medija in novinarskega poklica, se pravi komunikacija, poskus razumeti čas, v katerem živimo, in nek izdaten, zahteven, miselni napor, dokopati se s pomočjo analize do neke ocene o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, oziroma kaj je narobe in kaj je prav. Vse to je tudi v tej knjigi. Po mojem mnenju gre za neko izjemno, zelo, zelo originalno knjigo v mnogih pogledih. Zdaj bi jo na hitro v grobem oceno razdelil nekako v 3 elemente. Knjiga je sicer res zbirka intervjujev, ampak se bere kot roman, torej gladko od prve do zadnje strani. Vsak intervju je lahko tudi svoje poglavje, ki je zelo, zelo subtilno povezano drugo z drugim, se pravi, podobni ljudje, podobne teme nastopajo v 1., 3., 5., 7. poglavju. In
je sicer analiza družbe, vendar ne samo srbske, ampak tudi družbe nasploh. Kot rdeča nit se dodatno raztezajo skozi knjigo tudi mnoge povezave s Slovenijo, Slovenci, z Mariborom, bodisi preko ljudi, kot so, ki jih več ni, recimo kot so Bojan Stupica, Bojan Adamič, bodisi z našimi sodobniki, Dušan Jovanovič, Milena Zupančič itd. Se pravi, zelo raznoliki elementi so skompilirani v notranje zelo skladno celoto. V knjigi so intervjuji z zelo različnimi ljudmi, torej takimi, ki so kombinirali umetnost in politiko, kot recimo Bata Živojinović, Vuk Drašković, nogometaš Dragan Čajić, skladatelj Kornelije Kovač, Načkov, Stanislav Hočevar, igralske legende, kot so Ljubiša Samardžić, Milena Dravić, Mirjana Karanović itd. Ampak tisto, kar jih druži pod črto, je to, da ohranjajo in non-stop vzdržujejo zelo zahteven in visok nivo razmišljanja. In to njihovo razmišljanje sega od zgodovine, od osmišljanja zgodovine do analize družbe, od Srbije do EU, Amerike, Evrope, Kube, pa tudi do najtežjih vprašanj, se pravi, ki se tičejo življenja in smrti, recimo, ne vem, pripoved Ljubiše Samardžića, ki mu je umrl sin za levkemijo pri 33 letih, soproga pokojnega Bekema Fehmija govori o tem, kako je naredil samomor v svojem stanovanju, do pripovedi, kako režim onemogoča človeka, da bi našel službo, spoštovanja do starejših, odnosa do otrok. Vmes so pa tudi seveda zelo vedri ali pa bi rekel celo humorni elementi, recimo kako je Bekim Fehmiju kot musliman v neki nanizanki o Jezusu igral Jožefa. No, skupno pod črto jim je pa tudi to, da vendarle preko napotovanja na nek osebni angažma vzdržujejo neko vero, neko upanje v prihodnost, se pravi nek optimizem. Ker pa smo včeraj zvedeli, da je umrl najin skupni prijatelj Drago Demšar, s katerim smo se spoznali nekako v istem času, sva z Darko mogoče menila, da bi bilo zelo primerno oddolžiti se njegovemu spominu na ta način, da morda začnemo ta pogovor, pa se bomo vrnili k knjigi malo kasneje z njim, pa da mogoče Darka pove kako zgodbo, ki je z njim povezana in se dotika tudi tem, ki se potem pojavljajo v knjigi. Tako da te, Darka, prosim, mogoče, če se ga spomniš, oziroma kakšen spomin ohranjaš ti nanj? Torej so ljudje, za katere se mi zdi, da se jim nikoli ne bomo mogli dovolj oddolžiti za to, kar so naredili, bom rekla, kar za skupno dobro. V konkretnem primeru pa za demokracijo in za medijsko svobodo. Tudi če danes nismo zadovoljni s tem, kako se je vse skupaj skozi desetletja samostojnosti razvilo, pa moram vseeno reči, da brez takšnih ljudi še tega ne bi bilo. In Drago Demšar je, da tako rečem, kar mariborski Matevž Krivic, bi mu rekla jaz. Ne? Torej, odvetnik, ki je v časih, ko še ni bilo tako samoumevno postavljati zahteve po svobodi govora in tiska, je on to počel. Pomagal je ogromno novinarjem, ki smo preizkušali meje. Eni iz prepričanja, mogoče eni tudi samo iz mladostnega avanturizma, kakorkoli že. Na Draga si se lahko obrnil v vsakem trenutku, bil je res gospod, ki bi najbrž je danes, žal v zadnjem času se nisem srečevala z njim, tako da ne vem, kaj si mislijo o današnji medijski sceni in o vsem, kar se pač pojavlja na družbenih omrežjih tudi, najbrž s tem, kar danes vidi, kar bi lahko videl, če bi zadeve spremljal, tudi ne vem, če jih je zadnja leta, ampak zagotovo ne bi bil zadovoljen. Ampak zdaj pustimo to. Drago Demšar in še Mariborčan povrh, je človek, ki je branil
v tistih časih, ko zelo glasnega člena 133, ko si lahko bil še za to, kar govoriš in pišeš, obsojen na zaporno kazen, je branil novinarja od katedrašev, Mladine, branil pa je tudi Večerove novinarje, če je bila taka potreba, in jaz imam z njim osebno izkušnjo. Najprej sem ga seveda spoznala prek katedre, ko sem spremljala kot novinarka sojenja na katedrašem zaradi pisanja. Potem sem ga spoznala prek afere JBTZ in odbora, kjer je ogromno naredil za četverico. Potem pa sem ga seveda prosila, da bi branil še mene, kajti zgodilo se je to, da sem bila obsojena obtožena najprej in potem obsojena zaradi izjave v nekem intervjuju. To je bil intervju, ti intervjuji me res spremljajo že cela desetletja. Intervju z obsojencem v dahovskih procesih. To je bilo v drugi polovici 80-ih let. Sem intervju z gospodom Marjanom Petrakom iz Celja. On je bil najbolj vidna žrtev dahovskih procesov, bil pa je žrtev. In meni so bili vedno takšni malo manj vidni, so mi bili še posebej zanimivi. Tudi se mi je zdelo prav, da se o njih govori in piše, da ne gredo v pozabo. In ta gospod Marjan Petrak mi je govoril o eni gospej Krvavi Lenki, ki je imela seveda tudi svoje konkretno ime in priimek, ki sem ga napisala. To je bila partijska sekretarka, pač najprej sodelavka OF in potem partijska sekretarka takoj po vojni v Celju, ki je pač to svojo moč, ki jo je imela, zlorabljala tudi za osebne obračune. O tem je govoril in jaz sem to objavila in potem je gospod vmes, ko je tekel ta proces, ker je gospa se oglasila in je tožila oba, je ta gospod Marjan Petrak celo umrl, tako da sem ostala pač edina obtoženka in potem tudi obsojenka. Zadeva se je končala tako, da me je potem višje sodišče šele oprostilo. Ampak Drago Demšar se je boril z mano kot lev. Spominjam se, da je takrat tudi postavil to tezo, da zakaj, če imajo izvedence v medicini, zakaj ne bi imeli novinarske izvedence, tako je novinarsko stroko pozval, naj se oglasi, kdo je odgovoren za izjave v intervjujih, kam pridemo, če bi vsaj v teh dolgih kilometrskih intervjujih vsako izjavo človek preverjal. Jaz sem imela tudi pričo, ženo tega Marjana Petraka, ki je pričala, da je vse res gospod tako povedal, ampak nič ni zadostovalo. Na prvi stopnji sem bila obsojena. In takrat se spomnim, to samo kot intermezzo, ker je zelo zanimivo, ampak je šlo v pozabo, ker ni dokumentirano nikjer, ker ni bilo Večerovih fotoreporterjev zraven v sodni dvorani, ko je rekla sodnica, naj vstanem, obtožena naj vstane, da prevere obsodbo, in da obsodba je bila obsodilna, dobro ni bila, zdaj na smrt seveda ne. Bila pa je ali neka določena denarna kazen, pozabila sem koliko, ali zapor. So spredaj vstali, je prišla vsa ta stara garda, Sergij Krajger, Lidija Šentjurc, so prišli podpreti gospo, s katero so oni pač nekoč sodelovali in so tako navdušeno aplavdirali. In Drago se je takrat strašno razjezil, zakaj nimamo tam fotoreporterja, o tem, zakaj ga nismo imeli, raje ne bi. Ampak v glavnem, ker je rekel, to pa je za zgodovino. Takšen je moj spomin, ampak Dejan je skromen in najbrž ni hotel začeti svojimi spomini. On pa ima na Draga Demšarja spomine, ki so
pravzaprav na nek način konkretno povezani, ne, s to knjigo, čeprav v tej knjigi, o tem še bova mogoče lahko kaj rekla, ni enega izmed intervjuvancev, ker to je le izbor, ne, ni Srđe Popoviča, beograjskega odvetnika, ki je pa bil, tako da rečem, beograjski Drago Demšar, ne, velik borec tudi za svobodo govora in tiska. In čeprav sem informirana, Dejan si, ne, te je prav Drago Demšar peljal v Beograd in te seznanil, ne, s Srđo Popovičem, tako da lahko tudi ti poveš še malo svoj spomin, ker se mi zdi, da ne, o Dragu Demšarju bi morali Mariborčani vedeti kaj več in tudi v medijih bi morali ne samo ustrezno udolžiti. Se pa upravičujem, ker zdaj natančno ne spremljam mariborskih medijev, ne vem, mogoče so vse, ampak vsekakor se mi zdi, da Slovenci premalo negujemo zgodovinski spomin na nekatere ljudi, tudi na Bojana Stupico, o katerem veliko govorijo Beograjčani, moji intervjuvanci, mi pa smo ga pozabili. Ne? Ampak dobro, če hočeš, lahko kaj poveš. Ne bom na hitro, ker je Darka glavni junak. Torej, moja pot do Draga Demšarja, moja pot do Draga Demšarja je zelo zanimiva, torej se vklapla v koncept prikaza te knjige. Torej, šla je Maribor, Ljubljana, Beograd. In potem seveda nazaj. Torej, šlo pa je za to, da smo delali, torej tam v sredini 80-ih smo delali na študentskem časopisu Katedra, bili smo stari nekaj čez 20 let, radoživi, inteligentni, rečem tudi pametni, izobraženi. Torej, in seveda je protiudarec prišel zelo hitro, ne? Torej, prišlo je do zaplembe in je bil silovit protiudarec, takoj zaplemba časopisa, mnogi odprti sodni procesi proti Dragici Korade, Igor Mekina, Peter Tomaž Dobrila Peco, pokojni Samoresnik. No in mi s tem seveda nismo imeli nobenih izkušenj in potem kaj zdaj, ne? In dolgoletna punca od enega od urednikov katedrinih, torej Petra Tomaža Dobrile Peca, je bila Maša Grgurevič, katere oče je bil odvetnik Nikolaj Grgurevič. In potem mi takoj rečemo, Maša, lepo prosim, vprašaj očeta, kaj se naredi v tej situaciji. In k sreči je bil zelo dober prijatelj, torej gospod Grgurevič je bil zelo dober prijatelj Draga Demšarja. Pravi, hitro pokličite Demšarja. In kličemo mi Demšarja. In potem seveda se takoj sestanemo in že prvi napotek, ki nam ga je dal Demšar takrat, ogromno sem se naučil od Demšarja, je bil tako pri zdravniku. Vi mi povejte vse po resnici, kaj ste počeli, kako ste počeli, s kakšnim namenom ste počeli do zdaj, jaz vam bom pa povedal in skupaj bomo razmišljali kaj bomo počeli od zdaj naprej. Ne, okay, in potem takoj seveda, da je on Mariborčan, kaj res, kje ste stanovali v Huterbloku, res, moji starši tudi, ja, se poznamo in nemudoma smo spletli mrežo. Kot se temu reče, takrat še nihče ni govoril o hobotnici, ampak mi smo takoj napravili svojo hobotnico, ne, sicer ne zato, da bi kradli denar, ampak pač za voljo neki drugi reči, da bi se povezali intelektualno, pa da bi se v bistvu napravili nekaj družbeno koristnega, to nam je bilo za cilj. Demšar je bil briljanten torej vse predpise imel v malem prstu, mislil je blazno hitro, mi mu nismo segli do gležnjev, kar se tega tiče, in smo bili popolnoma v njegovih rokah, tako rekoč. In potem pride prva obravnava v Mariboru, tožilec je bil pa takrat že v letih, gospod Kalinger, velik gospod, ki se je pač znašel v nekem nehvaležnem, zelo napetem času, v nekih nehvaležnih zgodovinskih okoliščinah. In tisto, kar je bilo meni zelo, kako bi rekel, inspirativno, je to, da se mi stojimo pred razpravno dvorano in gospod tožilec stopi do Demšarja, mu da roko in reče, žal mi je, da smo na nasprotnih straneh. In pravi Demšar, kot izstopa, ne, valjda, to lahko v trenutku spremenite, umaknite obtožnico. Pa pravi gospod Kalinger, ja, saj vi razumete naš položaj, kaj ne? Ok, in gremo noter in potem takrat sem videl, da imam priložnost, ko sem spremljal gospoda tožilca, kako je vozil slalom med tistimi paragrafi, med režimom, za katerega se mu je zdelo, da mu očitno nekdo hoče nekaj slabega, in med neko odkrito naklonjenost do nas, ne, vendar je bil gospod Kalinger partizan, upornik,
In je v bistvu izražal neko naklonjenost do te mladostne zagnanosti, ki smo jo mi takrat izkazovali, pa tudi z dobršno mero inteligence. In je tu zelo, zelo spretno slalomiral. In takrat sem vedel, da imam priložnost učiti se, kako ohraniti, kako bi rekel, neko poštenje, pa neko trezno glavo, takrat, ko se ti zdi, da se ti ruši vse okoli tebe. No, potem so se začeli procesi po Sloveniji in takrat smo potem postali slavni in sledila je seveda zaplemba v Beogradu. In potem to je bilo pa bolj grozeče, bolj resno, pa tudi v bistvu bolj mučno. Ampak seveda naša hobotnica je začela delovati in Demšar takoj se poveže z gospodom Srđo Popovičem in gremo na sojenje v Beograd, Demšar z letalom, mi pa z Jugecom. In takrat sem prišel prvič v stik z pravo beograjsko aristokracijo, torej v najboljšem pomenu besede. Torej, ko smo stopili v pisarno od Srđe Popoviča, so bile omare, torej 100 let omare, od tal do stropa, polne knjig, torej zaklad, ki so ga zbirale generacije. Sedli smo se za mizo, ki je bila stara ne vem koliko. In ekspertiza, ki jo je takrat razložil Popovič, jaz nisem mogel verjeti, kakšna briljantna analiza je to bila. Tak mimogrede, samo da povem, ker intervjuvanci z Darke tudi veliko razmišljajo o napakah, ki so jih storili ljudje v preteklosti. Takrat je bil z nami tudi Vojislav Šešelj, kajti njegov tekst, ki je bil objavljen v časopisu, je bil eden od razlogov za zaplembo. Šešelj je bil takrat že zvezda v dizidentskih krogih v Srbiji, izjemno inteligenten, strašno načitan, zabaven tip. Potem je bil tudi, mi smo se družili potem cel dan, bili smo skupaj na obravnavi, pa smo potem bili tudi na večerji, potem smo se še večkrat slišali po telefonu. In samo tako, da oslikam, ilustriram to čudaštvo zgodovine, takrat niti za sekundo meni ni padlo na pamet, da bi bila možna takšna transformacija, kot jo je potem Šešelj naredil. No, potem je bil proces in Srđa Popovič in Demšar sta nas obranila tudi v Beogradu. Tako da, tako se je končala moj spomin na Demšarja, v bistvu, ki je res naredil ogromno. In Darki Ljubiša Samardžić v svojem intervjuju se spominja enega gospoda Branka Bauerja. No, in tam mu reče, da zelo, zelo spoštljivo govori o svojem, kako bi rekel, učitelju in mu tam reče, da mu dolguje veliko zahvalo in pred njim snemam klobuk. Torej, potem, ko se je začela osamosvojitev Slovenije, sva bila midva z Demšarjem, da tako rečem, zdaj sva se še pogovarjali, pa vsem na nasprotnih bregovih, po neki ideološki ali pa kaj razmišljajoči podlagi. In mislim, jaz nikoli ne bi mogel dobiti nagrade Jurčičevega sklada, katerega predsednik je bil Demšar, ne? Oprosti, ampak, ja, saj vem. No, ampak kakorkoli, pred Demšarjem snemam klobuk, ne, to pa zmeraj. Ja, samo to še ne, ker to pač, ne, čeprav si mislim, da bi se lahko en večer bi mu posvetili, ne, ampak danes pač moramo o knjigi, ne, seveda tudi govoriti, ampak samo to še, da enkrat pa je mi Drago Demšar rekel, ne, zdaj bo sicer izgledalo, kot da sem bila nenehno na sodišču, ni res, ne, ampak bila sem pa obtožena in obsojena, ampak na koncu oproščena tudi zaradi Lileta. Tu je generacija, ki, ne, z redkimi izjemami, ki ni treba razlagati, ne, kaj je bil Lilet. In takrat, ko je šel Lilet v stečaj, sem napisala članek o Liletu, v bistvu reportažo, bila sem med delavkami in delavci obupanim in to, ampak so mi ti delavci rekli tudi, da kako se predsednica stečajnega senata do njih obnaša in da tako čudno, da zdaj Lilet prodajajo grube liču, prej pa ga niso hoteli prodati boljšemu ponudniku, ki bi ohranil tovarno. In jaz sem pač to napisala in ta predsednica stečajnega senata, sodnica, ne, me je pač tožila, ne. In Drago Demšar, sem takoj se obrnila seveda na njega, je Drago Demšar rekel, oprosti, to pa te ne morem vzeti, ne morem te braniti, zato ker, veš, ta sodnica je živela v Huterbroku, tako kot jaz, midva sva se igrala skupaj v peskovniku in, ne, tako da takrat pa mi je dal košarico, ne, in jaz sem bila zelo obupana, ne. In bolj, ko sem bila obsojena, sem videla, sem imela razlog, ampak na koncu sem bila na Vrhovnem sodišču oproščena, no, tako da, ampak, ne, tudi to,
zavrnitev, ne, kaže, da Drago Demšar, ne, je bil res, ne, gospod, ki je imel svoje načela, svoje profesionalne principe, ki se jih je držal, no. Tako. Sem pa sedela v tej pisarni desetletja kasneje v Beogradu pri Srđi Popoviču. Še enkrat poudarjam, zelo mi je žal, da ta intervju ni šel not. Spet bom rekla pač, ne, da je tu založnik, ki je rekel, knjiga ima lahko samo toliko strani, ne, in takšno ceno, ne, ja. Tako da, ne, mogoče bo pa v drugem delu, ja. No, zanimivo to, da je Srđa Popovič postal po razpadu Jugoslavije postal še hujši ali pa še bolj zagret borec za človekove pravice, kot je že prej bil, ne. Izjemni intervju tudi. Okay, zdaj o tistih intervjujih, ki so tu. Tako, ja, tako. Zdaj, gotovo ste že opazili, da obstajajo različne tehnike delanja intervjujev, ne. Metode, ne glede na vsebino. V glavnem gre za to, da ti moraš vedeti, s čem boš začel, s čem boš končal in kako oziroma kam boš peljal vmes sogovornika. Darka ima vse tehnike obdelane v knjigi, ne, včasih butne z prvim vprašanjem direktno v jedro osrednje teme, včasih pa začne počasi, torej z ogrevanjem in potem počasi pripelje sogovornika do vrhunca. No in eno od teh, in jaz bi uporabil Darkino tehniko, ko bova midva začela se pogovarjati o tehniki, o knjigi, in sicer, ko je Darka napravila intervju z Branko Petrič Fehmiju, se pravi vdovo po Bekimu Fehmiju, je začela takole. To je bilo njeno prvo vprašanje. Kako se je dekle iz Novega Vinodolskega znašlo v Beogradu? No, in jaz bi Darki postavil podobno vprašanje. Kako se je dekle iz Maribora, natančneje iz Jarenine, znašlo v Beogradu? Moja babica je rekla, vse v življenju se ti vrne, evo, zdaj se mi vrača, zdaj sem jaz na drugi strani, kjer sem ponavadi bila in moram reči, da mi je ona stran bolj všeč, da jaz postavljam vprašanja. Ampak, rekel si dekle iz Jarenine? Ja. Torej, moram reči, da je samo do polovice ta informacija točna. Ne, jaz sem res dekle iz Jarenine, ampak ko sem prišla v Beograd, nisem bila več dekle. Razen pod uši. Ampak sem tudi dekle, to samo za intermeco, s planine pri Sevnici. Ja, pri tej Sevnici, ki je zdaj tako in. Ja. In dekle iz Sevnice, ne, je prišlo do Bele hiše, jaz pa do Belega grada. Evo. In ker nisem bila takrat več dekle, žal, sem se kar znašla, no, moram reči, ne. Je pa to mesto, to sem v uvodu napisala, jaz s tem mestom nisem imela nekih velikih povezav, bilo mi je nekako res daljno in tuje, ker ko sem se novinarsko jaz prebudila, ne, so iz tega mesta žal že prihajale bolj slabe kot dobre reči, ne. O tistem Beogradu, liberalnem, svetovljanskem, sem bolj brala, doživljala ga nisem, ne, ker potem, ko sem hodila na te, nisem šla pogosto, ampak včasih sem šla na te vroče seje, kot novinarka, ne, ko je Jugoslavija že razpadala, ne, je bil to neki drugi Beograd, ne, je bil to Beograd, ki ga je Bogdan Bogdanović, njegov župan, recimo tako šimfal, ne, da to ni več Beograd, ta svetovljanski, ne, liberalna. No, in ko sem prišla, zdaj leta 2010, ja, nisem pravzaprav nič pričakovala, res pa je, da kamorkoli grem, se trudim, da bi se ne prepustila nekim predsodkom, klišejem, ki jih imam, grem tako odprta, ne, bo, kar bo, ne, sploh se mi zdi, da je za novinarja zelo pomembno, ne, da ne greš nikamor, na noben dogodek, nobeno mesto z nekimi predsodki oziroma z vnaprej pripravljeno predstavo, kaj bo, ne. In moram reči, da sem, ta Beograd, ki sem ga jaz doživljala, ne, in ki je v tej knjigi, ne, je nek odblesk tistega nekdanjega, da rečem tako,
dobrega Beograda, meščanskega, liberalnega, ne, so seveda tudi ne, pač, izjeme, ne, ampak v glavnem ne, izbirala sem tudi sogovornike, ne bom rekla, da sem imela nek načrt, ampak izbirala sem sogovornike, za katere sem mislila, ne takšne, da se bom z njimi strinjala, seveda tega sploh ne maram, ne, ampak sogovornike, za katere sem mislila, da mi bodo lahko kaj povedali, sogovornike, ki so bili nekoč, ne, del pač našega sveta, ne, potem smo se tisti, ki prekinili, ne, in za nekatere ljudje niti niso vedeli, ne, ali še živijo ali ne, in tako ko sem jih srečevala ob različnih priložnostih, ne, sem pač pristopila k njim, ne, in moram reči, da čeprav nisem bila več dekle, so me zelo prijazno res vsi sprejeli in da je bila glavna izkaznica mi to, da sem Slovenka. To je zelo zanimivo, ne, ampak ko sem rekla Slovenka, ne, so vsi postali še za stopničko ali pa stopnjo bolj prijazni, ne, še bolj so se odprli, tako rekoč razen Ljubiše Rističa, ni nikogar, ki bi mi rekel, da mi noče dati intervjuja, pa tudi Ljubiša Ristič v bistvu mi je rekel zato, ker je mu nekdo iz Slovenije, to pa se vidi, kako te povezave, ne, ali so ves čas trajale, ali so se vrnile, ne, to zdaj ne vem, ampak ne, jaz sem naredila intervju, ki ga tudi ni not, pa nočem, da govorimo zdaj o tisti, ki jih ni not, ampak gledaj, tako, ko govorim, sem pač, ne, nekako mi kar spomin, pač ravno na te, ki jih ni, vrača. Naredila sem intervju z direktorjem in selektorjem gledališkega festivala Zdanega Bitefa in ta Jovan Čirilov, ki je že tudi pokojni, zdaj žal, tako kot tale na naslovnici Bata Živojinović, Jovan Čirilov mi je pač o Rističu, o njegovi politični opredelitvi zelo kritično govoril in nekdo je to Ljubiši Rističu poslal, tako, ne, in on je bil, ne, me je sicer sprejel, ampak sem morala poslušati strašne stvari, sem se branila, upam, da razmeroma uspešno, ampak ne dovolj uspešno, da bi iz tega nastal lahko intervju. No, ampak če to odštejem, drugače pa sem imela res, ne, dobre izkušnje z vsemi, ki sem jih prosila za intervju, in vsi so rekli, Slovenija, na vse zadnje, že prvi intervjuvanec, ne, Vuk Draškovič, ne, celo v intervjuju pravi in imam občutek, ne, tudi nimam razloga, da ne bi, zakaj bi dvomila, ne, da mu ne bi verjela, pravi, ja, če bi mi takrat, če bi elita, ne, politična in intelektualna elita Beograda v tistih časih, ne, razpadanja Jugoslavije poslušala te pametne predloge, ki so prišli iz Slovenije, bi se, ne, ta zgodba o Jugoslaviji drugače končala, ne, vsekakor ne tako krvavo, ne, in ko ga jaz vprašam, ali to govorite zato, ker je pač to intervju za slovenski časopis, on pravi, ne, iskreno tako mislim, ne. Tako da Slovenija jim je nekako, ne, še vedno, ne, kot nek vzor, ne, in jaz sem imela kar problem, ne, ker ne, jaz poznam, kako je v Sloveniji, ne, sem imela kar problem, da nisem preveč ugovarjala, ne, ker... Ampak zanimivo je tudi to, Darka, da vsi tvoji sogovorniki vzdržujejo, sicer napotujejo na osebni angažma in vsi vzdržujejo kar visoko upanje v prihodnost, ne. Torej vsi zrejo na prihodnost z nekim upanjem, sicer preko osebnih angažmajev, ampak vendarle, da bo šlo na boljše, ne. Res je, da sem tudi jaz imela to srečo, če tako rečem, da je bilo to obdobje, ko je v Srbiji upanje bilo, ne. Jaz se bojim, da tega upanja zdaj je manj, ne. Jaz imam še vedno stike s prijatelji, ki sem jih tam spoznala in se z njimi družila, in v teh stikih vidim, da je tega upanja manj. In zaradi samega dogajanja v Srbiji in zaradi dogajanja v Evropski uniji, ne, ki je pač takšno, kot je, ne. Ne bom rekla, da tega upanja ni več, ampak v tistem obdobju pa je res, ne, bilo, ne.
Tako da sem imela srečo, da sem bila v takšnem obdobju, ko so se stvari prelamljale in se je zdelo, da se prelamljajo nekako. Ko se je Darka pogovarjala z Dušanom Kovačevičem, sem si izpisal en njegov odgovor, ki bi ga apliciral na Darkino osebno, torej počutje ali pa metodo. Dušan Kovačevič je rekel, kakšna sreča, da sem pisatelj, ker če ne bi pisal, bi si moral plačati psihiatra. Ti pišeš celo življenje. Se počutiš podobno kot on? Torej je to... Ne bom zdaj ne odgovorila. Takih intervjuvancev nimam preveč rada, ko samo da ali ne rečejo. Tudi ne bom rekla, da bi znorela brez intervjujev in brez novinarskega dela. Res pa je, da se mi zdi privilegij to, da sem lahko delala takšne intervjuje, tako poglobljene, da rečem, ne površnih, da sem imela toliko prostora. Hvala tudi tebi, ki si jih objavljal, če sva prijazna drug z drugim. Da sem spoznala tako zanimive ljudi in ne mislim samo teh, ki so tukaj, ampak nasploh, mislim samo v vsej karieri, tudi v Sloveniji seveda, da sem spoznala tako zanimive ljudi, ki so imeli kaj povedati, ne samo meni, se ne delam zaradi sebe, čeprav seveda je tudi, ampak predvsem, ki so imeli kaj povedati bralcem. Ne gre zdaj za to, ali so njihova stališča pravilna, ampak gre za ljudi, ki so nekaj v življenju naredili, imeli vzpone in padce, trpeli in se veselili, ki so razmišljali in še razmišljajo o, kajti premisleka se mi zdi, da je v medijih zelo malo. Od njih sem se učila, in upam, da so se učili tudi bralci. Jaz sem pomislil, da če bi Darka izdala knjigo s slovenskimi intervjuvanci, bi bila isto dobra, kot so tile z srpskimi. No, ampak en intervju izstopa, torej tako po vsebini, kot po tvojih vprašanjih, pa tudi po neki strasti, ki je položena v tekst. To je intervju z Bato Živojinovićem. Zakaj se ti zdi? Torej, imaš ti tudi občutek, da je drugačen kot so ostali? Drugačen je, seveda je drugačen, zato je tudi ta slika, ne zato, ker je tako lepa, niti on, niti jaz nisva posebej lepa na tej sliki, zato je tudi ta slika na naslovnici. Vem, da je za koga ta slika celo moteča, kot so moteča stališča Bate Živojinovića, ampak ne me zdaj narobe razumeti, jaz se ne primerjam z Orjano Falači, ne v dobrem, ne v slabem, ampak tudi Orjana Falači vse zadnje je delala intervjuje z diktatorji, s tem tudi ne mislim seveda, da je ta diktatorji in se z njimi slikala. In meni je vedno bil izziv delati intervju z nekom, s komer se izrazito ne strinjam. In z Bato se, mislim, v tem, da je pač on seveda se odločil za Miloševićevo politiko, se je priklonil, se celo v stranko včlanil, celo kandidiral za visoke funkcije. In v času, ko so njegovi kolegi, najtesnejši filmski sodelavci v Sarajevu, recimo, trpeli, je on na Palah snemal komedijo in se družil s Karadžićem in tako. S tem delom namreč se človek ne more strinjati, jaz vsaj ne. Ampak ravno zato je ta intervju ima takšno dinamiko, ker sva stala res na različnih bregovih, ampak obenem pa je Bata Živojinović kljub vsemu, in o njem itak bodo govorili, film, pustimo zdaj filmsk, on je velik igralec, in tega mu nihče ne more vzeti, ampak je tudi gospod, kajti on je sicer
mi pariral ali pa celo napadal, ko je prišel fotoreporter, ne, ki je se nama priključil med pogovorom, da posname je ta slika nastala, mu je rekel, to sem v uvodu napisala, veste, midva se nič ne braniva, samo napadava. Ne? In tako je tudi bilo, ne? Ampak je velik gospod, ne? In je tudi na neki ravni ta pogovor tekel, ne glede na to stanje na različnih bregovih, ko pa se že o tem pogovarjava, pa zdaj ne bi tudi rada izpadla, kot tak, ne s pedagoškim prstom, ampak sploh se mi zdi, da je problem medijskega prostora v Sloveniji in nasploh, družbenega prostora, da tako rečem, slovenska demokracija. Mi se tako radi pogovarjamo z ljudmi in družimo z ljudmi, ki mislijo enako kot mi, ampak meni pa se zdi, da če hoče družba napredovati in demokracija se razvijati, da seveda je to težje se pogovarjati z nekom, ki stoji na nasprotnem bregu, ampak se mi zdi, da to je tisto, kar nekako daje tisto več. In tudi to, ko si rekel, midva se velikokrat nisva strinjala, mogoče bom zdaj kaj izdala, nekdo mi je rekel, mislim, da nisi bil ti sam, ko si se nekje oglasil v moj bran ali mojo podporo, si rekel, ona piše zelo dobre komentarje, jaz se sicer z večino ne strinjam, ampak ona je dobra. Jaz sem rekla, Ježuš Marija, to je za razvito demokracijo, ne za nas takšne izjave. Ampak v bistvu pa je to. Zanimivo je tudi vprašanje, jaz sem moral včeraj nastopiti kot priča na nekem procesu bivše Večerove novinarke in tam se je postavilo vprašanje, govorilo se o nekem ocenjevanju, s katerimi uredniki ocenjujejo novinarje in takrat se je postavilo vprašanje, pravzaprav, kaj je to kvaliteten tekst, se pravi, kaj je dober tekst? Ti znaš povedati, kaj je dober tekst? Tudi moji niso vsi dobri. Recimo, jaz sem potem to Darki rekel in potem jaz tam nekako zimproviziral, pa sem rekel, da se dober tekst sestoji nekako iz 3 elementov. Eno je dobro, izvrstni jezik in stil, to je itak nekako samo po sebi umevno, ampak to je komaj 1/3 teksta. Drugi 2/3 je to zelo, zelo subjektivna ocena. Eno je inovativnost, se pravi, s kakšnimi novimi informacijami, novimi interpretacijami ti prihajaš v tekstu in to je Darka zmeraj počela zelo dobro. Drugo je pa tudi, koliko je dober tekst inspirativen, se pravi, koliko te nažene na razmišljanje, če tudi se ti z njim ne strinjaš, ampak kakšne miselne procese v tebi spodbudi, da razmišljaš, a bodi si se kregaš z avtorjem, bodi si se z avtorjem strinjaš. In to sem jaz pri Darki zmeraj doživljal, torej kregal sem se miselno z njo, pa kak je lahko to napisala, mislim, pa kak lahko tak misli, pa kak. A pa sem ugotovil, da v meni sproža en kup miselnih procesov, pogledov z druge strani, ki jaz sam do njih ne bi prišel nikoli. No, ampak, ko sva omenjala Bato Živojinović, postaviti eno zelo, zelo intrigantno tezo. In je rekel, da tisti, ki so hoteli, da bi bilo drugače, to sva tudi mi dva, torej pa mi vsi, naj ocenijo, ali je bilo boljše včasih ali je danes. Zelo intrigantna teza. Lahko odgovoriš? Ne morem odgovoriti, tako boljše je danes ali pa boljše je bilo. Nisem privrženka neke nostalgičnega pogrevanja, krasne o preteklosti, o tem zelo lepo govori Dušan Kovačević, ki pove šalo o 2, ki sta prišla iz koncentracijskega taborišča in se potem na stara leta pogovarjata in pravi joj, kako je bilo, je rekel, je bilo fino, smo se super imeli, je bilo fino, seveda, ker si bil mlad, in tako se mi zdi, da tudi je s tem pogledom na nekoč, res je, da se pa včasih počutim, oziroma kar dosti krat kot tisti borci iz 2. svetovne vojne, ko so se spraševali, smo se za to borili. To pa ja, to, kar je bilo in proti čemer smo se borili, seveda ni bilo v redu. Čeprav razumem, da se mnogim ljudem toži po tistih časih varne službe in to, ampak če si bil novinar, pa ti je visel nad glavo ta
člen 133, recimo, nisi mogel biti zelo zadovoljen. Ne? Res pa je, da tudi to, kar smo naredili kasneje, ne, pa tudi ni v redu, seveda. Ne? In zdaj lahko bi govorila dolgo, kaj vse je narobe. Ne? Težek pa je odgovor, ne, kako popraviti to, kar smo zavozili. Ne? Ampak tu pa spet sva pri medijih, ne? Ti lahko nekaj popravljaš, če o tem teče debata, če ti o tem razmišljaš. Ne? In se je treba vprašati, ali danes v mediji odpirajo prostor za takšno debato. Ne? Ne? Jaz mislim, da premalo, ne? Da ta površnost, to kratko, hitro, ne, všečkanje, ne, selfiji, da to ne vodi do nekega resnega razmisleka, kaj šele potem do iskanja odgovorov. Ne? Dušan Kovačević je ravno Darki rekel eno zelo, zelo pretresljivo pripoved, da je včasih Bolgarija imela zelo dobro kmetijstvo in izvrstno hrano, takrat, ko še ni bilo državljanskih svoboščin. Danes ima svobodo, nima pa hrane. In to se mi zdela taka lepa ilustracija v bistvu družb, v katere smo preko nekega demokratičnega razvoja zašli, ne? Srbija in Slovenija. Ne? Imamo svobodo, nimamo pa hrane. Grozljivo. In tudi ne vem, zakaj bi se svoboda in hrana izključevali, ne? Pa se, ne? Ampak to je spet stvar za dolgo debato. No, zanimivo se mi je zdelo tudi to, ko si Ljubišo Samardžića na koncu vprašala, kako ocenjuje filmsko produkcijo v Srbiji. In se potem kar dolgo razgovoril, ampak je zaključil z tem, da filmi niso tako dobri, zato ker se ne dotikajo bistva, se pravi, ne poglobljeno spregovorijo o zdrsu demokracije. Ne, to se mi zdi neka paralela za mediji, v kateri mi ves čas tudi delava. Ne? Ta zdrs demokracije pa tudi zaradi tega, to, o čemer sem govorila zdaj, ne? Tudi zaradi tega prihaja, ne? Do zdrsa demokracije. Ta zdrs demokracije sem rekel sicer, da ne morem tako neposredno vprašati, ampak Dragan Džajić govori fenomenalno o svojih, ampak on je res legenda fuzbalska, ne? In on govori o tem, da ko je bil najmlajši na avtobusu Crvene zvezde, da ni bilo nobenega problema, če je bilo treba komu nesti torbo. Ne zato, ker bi bil on boljši fuzbaler od Džajića, ampak zato, ker je starejši. Se pravi, in potem Dragan Džajić recimo reče, torej, da ni bilo problema, da bi vsakemu starejšemu človeku nesel torbo iz spoštovanja, to je stvar vzgoje. Ne? In zdaj, jaz bi Darko tako neposredno, torej, če se mi pa ne bi preko mikrofonov pogovarjal, bi vprašal, a je tebi kdaj mlajši nesel torbo? Sam, ko sem bila deklica. Ja. Ne, vem, kaj hočeš vprašati. To se mi zdi, imamo Darko, ki ima obilo izkušenj, nesporne uspehe, zelo, zelo kvalitetne tekste, ampak vendarle tega znanja nekako ne more prenesti, kako bi rekel, na mlajšo generacijo, ampak nekomu, ki štarta na novo, ne, teh prenosov v bistvu ni. Ne? Torej, jaz nisem niti pričakovala, da mi bo kdo nosil torbo. Ne? Res pa je, da sem srečala, žal poleg seveda tistih, ki so mi prisluhnili in se bili pripravljeni z mano pogovarjati in tudi kaj učiti, sem pa srečala tudi takšne, ki bi mi v mojo torbo kvečemo kakšno kamenje naložili. Ne? In tako pač je. Sploh se mi zdi, da se danes premalo spoštujejo, ne bom rekla leta zaradi let, ne mislim tega, ampak neke izkušnje, modrost, pa tega zdaj ne govorim zato, ker bi sama bila prizadeta, zaradi tega,
ker bi sama doživljala, ne vem, neka poniževanja ali kaj zaradi tega, to ne, ampak tako na splošni, generalni ravni pa vidim, da pač generacije, ki prihajajo, ampak to so spet te generacije, ne, se je rekla enkrat ena psihologinja, kaj lahko pričakuješ od generacije ki obožuje selfije in šteje lajke, ne, to je generacija, ki je obrnjena vase, ne, zakaj je takšna, seveda tukaj najbrž tudi naša krivda in odgovornost naših generacij, ne. Tako pač je, ne. Zato pa se mi zdi super, da izhajajo knjige, ne. Ena igralka, Svetlana Ceca Bojković, je rekla Darki, analizo, ki velja za vse družbe. Ljudje, ki vodijo to državo, se ne zavedajo, kako nevarno je ugašati kulturo in kako daljnosežne posledice bo to imelo. Ne, se pravi, nekaj, kar velja za srbsko družbo, se ponavlja tudi v slovenski družbi, ne? Vse, kdor bo bral te intervjuje, ne, bo mogoče videl, da nismo tako zelo različni, ne, in da nismo mi toliko naprej, kot si včasih sami domišljamo. Žal. Ne. Jaz vas tudi prosim, da če ima kdo kakšno vprašanje, torej za Darko, z veseljem, torej jo izkoristimo, da nam kaj pove o svojih novinarskih izkušnjah, dosežkih, dilemah. Darka, eno vprašanje glede kritičnosti novinarjev, novinarstva in tako naprej, v prejšnjih sistemih in v današnjem sistemu. Če je takrat tisti člen 133, bi se o novinarjem odglal, kaj pa danes bi se novinarjem odglal, očitno nima novinarstvo te teže v javnem diskurzu, kot bi moralo imeti, ne? In stvari, ki se pišejo, so predvsem senzacionalistične. Ne? Kaj je tisto, ki postavlja agendo? Danes pač so to zahteve, ne, boj za preživetje, ne, zahteve kapitala, stanje je namreč takšno, da moj ideal bi bil, da imajo mediji lastnike, ki so kvalificirani, bom spet malo bolj na dolgo odgovorila, oprosti, ki so kvalificirani in kredibilni. Kvalificirani pomeni, da so to ljudje, ki poznajo medije, naravo medijev, delo v medijih, ki se dolgoročno želijo ukvarjati z mediji in imajo dolgoročne interese, delati dober medij. Kredibilni pa pomeni zame, da se natančno ve, kako so kupili, kako so prišli do medija, da nad njihovimi glavami ne visi sum ali celo obtožbe o nekih kazenske ovadbe celo, ker potem takšni lastniki težko, da potem imajo v rokah medij, ki bo kredibilen. In kvalificirani lastniki in kredibilni lastniki seveda potem postavijo tudi kvalificirane ljudi, da vodijo medij, ljudi, ki znajo. Ni dovolj samo hoteti. Treba je tudi znati. Pa še eno vprašanje na to navezal, glede znanja kredibilnosti, gospod Glazar je omenil, da pač zakaj obstaja problem prenos dobrih praks, prenos znanja na mlajše generacije, ali te nočejo poslušati, ali pač vidijo v tem en nesmisel. Glej, jaz sem že tako stara, da sem se naučila, da ni nekih enoznačnih odgovorov. Jaz mislim, da je kombinacija obojega, da je enostavno to. Spravi, po eni strani. Tudi jaz se zase sprašujem, ali sem dovolj naredila na tej relaciji do mlajših. Ampak res pa je tudi, da se lahko oni vprašajo, ali so
dovolj naredili v odnosu do mene, ali so dovolj me poslušali, ali pokazali dovolj zanimanja za moje izkušnje. Ne. To zdaj na tej osebni ravni. Ne. Na tej generalni, globalni pa itak. Ne. To je pač danes je družba, ki poveličuje in ceni mladost. Ne. Jaz, ki se že bolj na oni strani, kot sem enkrat brala, recimo, pozabila sem, kdo je to rekel, ampak je rekel, da bi morali imeti svet modrecev, ne? In je prav imenoval Borisa Pahorja in še nekatere ljudi, ne? Ki bi jih vprašali, ne? Vsaj tu in tam za mnenja. Ne? In to mi je bila ideja, ne? To je ideja mogoče zaradi mojih let, ki mi je zelo tako všeč. Ne? Za Borisa Pahorja sem pa itak, ne? Petra se bo spomnila, napisala in to mislim, ne? Da zaradi njegovih izkušenj, znanja, vsega, ne? Kar je doživel, tudi če se ne strinjaš, mu je vredno prisluhniti. Ne? In o tem tak sem že zdaj danes govorila. Ne? To, ne? Da ti znaš prisluhniti nekomu, ne? S katerim se ne strinjaš. Sploh, če je to nekdo, ki je doživel toliko, ki je skoncentriran zgodovinski spomin stoletja, dobro. Malo pretiravam, ampak ne. Drugače pa se bojim, da agendo medijem danes postavljajo od zunaj. Mi smo imeli eno zelo zanimivo debato zadnjič za študenti novinarstva na Feriju in potem smo analizirali ene odmeve, torej pred 10 dnevi, in smo ugotovili, da je bilo tisti odmevi prvih dolgih 13 ali 14 minut posvečenih dvema največjima Tuma Augustoma v svetovni politiki. Prvi je bil Boris Johnson, ki je prišel, se pravi zdajšnji britanski zunanji minister, bivši župan Londona, ki je prišel v Slovenijo in se je slikal z vsemi, torej s Pahorjem, s Cerarjem, z Erjavcem, vozili so ga po Ljubljani, niti ene same kako bi rekel, referenčne informacije o tem, zakaj je prišel tip sem, torej, kaj, edina misel je bila, da nas uči o Brexitu, ne. Niti ene relevantne informacije o tem, ki bi bila pomembna za naše življenje, ni bilo. Vse, kar je iz usto, je bilo v polomljeni slovenščini stavek, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, kar so ga naučili. To je trajalo dolgi 5 minut. Potem pride naslednjih 5 minut Donald Trump, ki je imel prvo tiskovno konferenco, kjer je najprej izvršil ogromno propagando, kako bo ta njegova sinova profesionalno in ne vem kak še vse vodila njegovo podjetje. Potem pa naslednje minutaže, kako se on kregal z novinarjem CNN-a, ki mu ni dovolil postaviti vprašanja. In to se je vleklo, 15 minut. Potem pride drugi del odmevov, kjer nastopi kultura in je bila prva vest v kulturi manj kot minuto. Bila je pa informacija o tem, da se je v Ljubljani začel festival Leva Tolstoja, in da se pripravlja predstava, v kateri bo sodelovalo enormno število slovenskih najboljših igralcev. Ampak Lev Tolstoj je bil mirovnik in goreč zagovornik državljanske nepokorščine. On je junak našega časa. Se pravi, državljanska nepokorščina je vest teh odmevov, ne ona dva osla, ki delata prazen spektakel za nič in ne prinašata absolutno nič, kar je pomembno za vedenje gledalca. Ampak ona da sta dobila 15 minut. Lev Tolstoj pa se nihče ni potrudil, da bi o Levu Tolstoju vsaj en stavek o državljanski nepokorščini, ki je ključni moment današnjega časa, izbrskal. Ne, dali so mikrofon, torej direktorici Cankarjevega doma pod nos, ona je povedala 3 stavke o tem, kako delajo predstavo in to je bilo to. Ne, se pravi, agenda se vsiljuje medijem od zunaj, mediji pa niso toliko suvereni in toliko neodvisni, da bi znali presoditi, kaj je pomembno za razumevanje našega časa. Se pravi, Lev Tolstoj ali ona dva, ne? In ona dva, no, skratka, delamo napake. Kaj ni to posledica tega, da je lahko danes novinar vsak ima 5 minut časa? Predsednik Amerike, vsak ima 5 minut. V tistih časih, ko smo recimo še Darka pa to, ko smo skupaj začenjali, ko smo bili še na večeru, ko smo imeli mentorje, ko smo se učili, ko smo šli postopoma, tako kot kažem, vajenec, dokler ni prišel do komentatorja. Danes pa se mi zdi, da vsak, ki pride na novo v uredništvo, postane komentator. Tisti, ki ostajajo v uredništvu, pa grejo na tržnico pogledati, po čem so banani. Nimaš tega občutka? Ja, mene so takrat študente novinarstva vprašali tudi, kak se mi zdi, zakaj upada, torej zakaj usihajo tradicionalni mediji. In sem rekel, da je odgovor na to zelo, zelo preprost, ker jih vodijo ljudje, ki tega posla ne znajo početi.
Ne, ampak ne, stari Grki so imeli ta pregovor, kakor je zgoraj, tako je spodaj. Ne. No, saj jaz sem govorila o idealu, ne? Ja, ampak To je to, ne? No, lastniki, ki To se pravi, znajo... v Sloveniji ni enega, bomo rekli, poštenega medija, ker ni enega poštenega lastnika. To je, predvidevam, da je to retorično vprašanje. Da ne bo spet obtožena, obsojena, oproščena. Vprašanje, če bi na Vrhovnem sodišču bila oproščena danes. Zanimiv je razlog, zakaj se to dogaja, ne? Veš, zakaj poneumljanje vstopa skozi velika vrata, ne? Kakšne so posledice tega, da so mediji tako ošibljeni, ne? To se mi zdi relevantno vprašanje, ne? Ampak dobro, eni še držijo branik, torej ni še vse tako črno, to sem se tudi pri Darki naučil, ko je rekla vdova po Bekimu Fehmiju, da je Bekim Fehmiju tudi, torej ni treba biti strašno črnogled, ker tudi v kozmosu obstajajo strašne črne luknje, torej ne, obstajajo dobre in slabe plati, ne, obstaja nekaj boj za kvaliteto. Ampak to me spominja na to, saj vsem naklada pada. Ja. Ja. Lahko se jaz bi se vrnila malo na Beograd, res vam se zahvaljujem. Vem, nažalost knjigo še nisem imela v rokah, ampak se upam vprašati vas nekaj. V glavnem te ljudi, ki so našteti bili v povabilu, poznamo tudi osebno. Ampak zanima me, kako so vas posamezniki sprejemali, vi ste nekaj o kriterijih že govorili, ampak kaj je bil kriterij, recimo, najdi znanstvenika, politika, umetnika, da ste do njih prišli in recimo, da ne vem, a je v knjigi ali ne, recimo, da ste Vojna Dimitrijevića kot znanstvenika, da li ste Mišunovića, da li ste do Šešelja prišli, da li ste do Voje Koštunice, tako, in da li vas je kdo odbil? Zavrnil. To bi razno Ristič me je zavrnil, ampak te, ki ste jih našteli, Šešelj je itak bil takrat še v Hagu, ga niti ni bilo, še v Beogradu. To so bili tisti časi, ki se Srbija odpirala pravzaprav, ampak je pa bilo tudi skrajnežev, ki tisto, ki ste rekli, odpirajo se vrata, ker ste Slovenka. Ja, tako, in to še danes velja to. Jaz zmeraj pravim, da so odnosi med Slovenijo in Srbijo boljši, ker so vmes Hrvati, ne? Ampak vedno so bili nekako boljši in tudi sama sem na sebi občutila, da je, ker sem Slovenka, me Srbi malo rajše kot morda, ker da sem Hrvatica od nekaj drugi, ne? Ampak zanima me, kako ste se vi počutili in kako ste izbirali posameznike v tiste dobi 10-14 prejšnjega stoletja. Vam pa hvala še enkrat, da ste to danes, ta užitek in dosti novega sem tudi izvedela. No, veseli, hvala tudi vam. Ja. Torej nisem imela nekega načrta, jaz nisem šla v Beograd z nekim načrtom, kaj vse, koga bom vse, ne. Tam sem pač spremljala njihove medije, ko se je nekdo pojavil v zvezi z, od tega tega poznamo, tega tudi smo poznali v Sloveniji nekoč, pa potem zdaj nič ne vemo več o njem. In pa ta kriterij, kaj mi lahko ta človek pove, kaj mi lahko pove. Nekatere sem izbrala na osnovi intervjujev v srbskih medijih, ki so seveda čisto drugačni, ker je velika razlika, če sprašuje, prvič je pač razlika že med mediji samimi, potem pa je razlika tudi, kdo sprašuje ali sprašuje, srbski novinar, zanimivo, da je marsikdo rekel v Beogradu, seveda so to bili v glavnem beograjski Slovenci, ki berejo slovensko, ker mogoče dva sem spoznala Srba, ki bereta slovensko, ampak tudi ona dva sta mi rekla, da sta zvedla
od teh ljudeh, ki jih vsak dan oni tam videvajo in berejo o njih in to, ste zvedla nekaj stvari, ko sploh niste vedela, sploh pa kako razmišljajo. Zato seveda, ker sem jaz prišla z drugega konca, z tujega sveta in sem postavljala tudi čisto drugačna vprašanja. Mi je pa bil to seveda kompliment, ko mi je beograjski Slovenec rekel, ki je že tam rojen, recimo, ko mi je rekel, da je zvedel nekaj novega. Zbirala sem jih tako brez nekega načrta zdaj to. Sem pa se trudila, da so bili z različnih področji. Nekako sem zanemarila znanstvenike, to priznam, mogoče tudi zato, ker to sceno tudi sama preslabo poznam, mediji pa tam kaj dosti o tem niso poročali. Jaz sem bila nekoč seveda novinarka, ki se je ukvarjala z notranjo politiko, tako da politiki so me že zanimali. Ampak v to notranjo politiko sem nekako bila, ne bom zdaj razlagala kako in zakaj, vržena. V bistvu moja izbira pa je bila vedno kultura. In zdaj sem si dala duška. In zato je tudi v tej knjigi toliko igralcev, ker kultura mi je bila pač vedno nekako pri srcu, zato je veliko kulturnikov. Ja, so pa tudi politiki, ki pa tu jih je, ja, to je res, pa tudi ne samo, da ima dosti dobrih igralcev, tam je odnos ljudi do igralcev, to pa je nekaj neverjetnega. Ne bom rekla, da pri nas hodimo po njih, grdo ravnamo z igralci, to ne, ampak tam pa je to tako spoštovanje in ko igralec umre, to se zgrinjajo, ko je Peter Kralj umrl, množice ljudi gredo na pogreb in res to je takšno spoštovanje, ampak tudi do živih, ker pri Slovencih do mrtvih je še kar smo v redu, no do živih ljudi smo bolj, ja, tam pa že do živih je tako, res, No, ampak tudi skozi knjigo boste videli, koliko se ljudje, s katerimi se Darko pogovarjali, kulturno angažirajo. Vsi so videli vse predstave, vsi so videli vse filme, neprestano hodijo ven, komunicirajo med sabo, blazno so, kako bi rekel, kulturno osveščeni. No? In pa to, ta njihov zgodovinski spomin, kako se spominjajo boja na Stupice. Dobro, res je on šel iz Slovenije, in je potem, glavnino karijere naredil v Beogradu, ampak mi pri nas, sploh ljudje ne vejo več, niti, in tisti, ki vedo, to držijo lepo zase, kdo je Bojan Stupice. Mi se ga tako rekoč ne spominjamo, tam pa res, to pa je treba priznati, da me je res fasciniralo, in kako še vedno spremljajo slovensko sceno, slovenske igralce, tudi igralci starejši od recimo Barbare Gračner, jih imenujejo to mlado generacijo, Šturbeja, Barbaro Gračner. Hvala. Ja, pardon. Darka, veliko srečo imamo v bistvu, da ti po družinskem ali partnerskem ključu ali kako že naseljuješ vsa ta zanimiva okolja od Trsta preko Beograda, zdaj Celovca. Odhajaš tja zmeraj z neko izjemno odprtostjo, strastjo, poznavanjem, razmigaš nas s svojim pisanjem, tista okolja in verjetno tudi sebe. In se mi zdi, da samo še čakamo, katero bo še, in se mi zdi, da si nam res, da imamo v bistvu velik privilegij, da večer lahko to po Darkini zaslugi vsa ta okolja na nek način živi. To so neka, recimo, če se spomnim tvojih tržaških kolumen, tržaških pisem, ki so v tistem nekem najobčutljivejšem obdobju se nastajala, ko si bila tako, si vesela malo med novinarstvom in odhodom iz novinarstva. In gospodinjenjem. Res, samo, jaz mislim, da je res to velik privilegij za za večer, tudi da preko tebe prihajamo v ta okolja, ki so v bistvu zelo z nami povezana, Trst sploh, vse pa je cela gora Primorcev v Mariboru od njega in njihovih prednikov.
In to sem ti hotela na nek način te vprašati, ne, kako ti uspe vedno znova v teh okoljih, seveda mi, ki te poznamo že dolga leta, vemo, da si hiperkomunikativna, strastna, da te imajo ljudje radi, ampak kljub vsemu je, rekla si nobenega načrta nikoli, ne? Nekako si se pustila vreči, da tako, ampak kljub temu, mogoče poveš vseeno kaj od teh svojih okoljih, ker tudi spleteš izjemno tesne stike z ljudmi in jih ohranjaš in v bistvu je to res en poseben dar in kot pravi privilegij za nas in zate, ne? Dobro, če bi ne brala Mikija Manojloviča, ki mi govori o tem, kako naj mora krotiti svoj ego in kako se ga je naučil krotiti, bi rekla, da je to predvsem privilegij za mene. Ampak hvala, Melita, ja. Privilegij, ja, hvala. Pravzaprav je vse moja zasluga. Ampak Tržaška je Melita začela objavljati. To sem hotela izsiliti. Ja, to si hotela izsiliti. Mislim, da je osnovna radovednost. Ne? Jaz sem zelo radovedna, ne? In res ne maram ne maram biti suženja predsodkov, ne? Seveda ne rečem, da mi vedno uspe, ampak nekako se trudim. Ne? To, kar sem že rekla, jaz kamorkoli grem v neko novo okolje, grem res tako, on mi pravi, da je to tako, tukaj tako bomo videli, kakšni so Tržačani, kakšni so Korošci, ne? Kakšni so Beograjčani, ne? Ne morem reči niti Srbi, ker ne vem, če se bo gospa strinjala, ampak jaz ne vem, če je Beograd Srbija. Ne? Jaz ne upam reči, da sem spoznala Srbijo. Ne? Beograd je nekako, se mi zdi, svet zase. Ne? No, ampak glavno mi važno, grem v neko okolje, tako se, ne, radovedna, odprta, bom videla. Ne, bom si ustvarila že sama neko predstavo. In potem seveda navezujem stike, spoznavam ljudi. Ne, in ta radovednost, jaz mislim, da se imam tej radovednosti za zahvaliti, ne, da sploh potem kaj iz tega okolja tudi naredim. Ne, za časopis, za bralce, zase. Ne. Radovednost se mi zdi ključna pri tem. Radovednost in pa nekako se mi zdi, ko spoznam nekoga zanimivega, ki ima toliko zanimivih stvari za povedati, se mi zdi, pa to ne morem sam jaz zadržati zase, pa to morajo drugi izvedeti, to moram povedati, to zgodbo moram povedati. Ne? Rada pripovedujem zgodbe, no, to tudi to. Ne? Tera zgodba ti je bila pa najbolj, kako bi rekel, blizu iz teh torej, tako najbolj polemičen in najbolj takšen intervju se mi zdi ravno z Bato, to smo že rekli. Ne? Težko, ne maram tega najbolj, katero knjigo imaš najraje, katero ja. Aha, o tem nisva nič rekla, ne? Ampak najbolj blizu pa mi je bila, najbolj se me je na človeški ravni pa dotaknila pripoved Branke Petrič, Fehmiju, ne? Ki je govorila tako moževi romanci z Avo Gardner in o moževem samomoru in vso to njeno pripoved je ena taka ljubezen prevevala, taka, ne, se mi zdi na neki takšni ravni, ki jo malo kdo zmore, ne? In ne znam si predstavljati, da bi mi nekdo v Sloveniji tako pripovedoval, tako odprto, tako, in to meni tujki, mislim, mi dve nisva bili prijateljci, ne? Tako odprto, o tako intimnih rečeh, ampak obenem tako na nivoju, ne? Jaz bi še malo samo, ker ste sami stanovski kolegi, smo tudi družina, tukaj prisotni z družinami dvema in približno pripovedovanju, samo se menite, kako bi izdali pogovore, pa igrst, pa to, ne.
bi bilo fino, ne, če bi tudi kaj o Bobniču povedala, pa napisala, kdaj za mlajše generacije, ne, kdaj bi kako pravljice, vse si govorila o tem, ker namreč imamo tudi takih polno junakov, ne samo takih koristnih, ne, realnih, ampak tisti pletejo po glavah teh zvedovic, ne, in tudi močno vplivajo na njihove življenje, tako kot en Bobnič, o katerem mama prihodkuje bom. Ki je res živel, še živi, mislim, upam. Torej, taki se je oglasila, je moja hči. Kaj mami, kaj je dada, je res imela pred malim losom, to je Milan, mož, dedek, je res imela z Bobničem skupaj, kaj? Ja, to je tako, se je oglasila, je moja hči, in jaz res rada pripovedujem zgodbe tudi, ne, hčeri ne več, ker ne verjame. Ampak pripovedujem tudi literarne zgodbe, ki si jih izmišljujem vnukinjam, ja. Ampak pustimo to, no. Sem pa pri teh nisva nič rekla tako, ne, zakaj mi je intervju tako mila zvrst, da rečem, ne, žanr, ki mi je tako blizu. Ker se bliža kulturni praznik, in na katerem bodo podelili nagrado Alešu Bergerju. V knjigi, ki mu je izšla nazadnje, so zbrani med drugim tudi nekateri njegovi približki, in on tam pravi, tega sem si posebej zapomnila, ali novinar ali novinarka, ki je naredila v svojem življenju na stotine, on reče, odličnih intervjujev, jaz ne mislim, da ne, to moji so vsi odlični, ampak nekateri so se res, ne, dobro išli, ali s tem ne izpričuje svoje samote, ne. In to mi je tako, ne, sem se, kar me je, cuknilo, pa sem se vprašala, ne, jaz sem obdana za ljudmi, nekateri so danes tukaj, ki me imajo, domnevam, radi, mislim, da ja, in jaz imam rada njih, ne, in se res ne počutim tako, ne, sama in osamljena, ne, ampak me je vseeno cuknilo, zakaj tako, ne, tako rada sprašujem, ne, druge, ne, zakaj čutim to potrebo, da, ne, nekako vstopim v njihovo življenje, da, ne, in moram reči, da nimam pravega odgovora. Je radovednost, ampak to, ne, ni samo to, ne, že mora nekaj biti, ne, še drugega, ne. Samo da vam tako približno na hitro ilustriram, kaj pomeni narediti intervju. Torej, Darka se mora zelo, zelo dobro pripraviti po vsebinski plati, kar pomeni vzdrževati kondicijo, mora imeti dramaturgijo intervjuja itd. Vzdrževati kondicijo za dobro uro in pol pogovora, ne prestane koncentracije, potem se pa šele začne težaško delo, potem pa to treba sneti in pretipkati. Tistemu pa jaz rečem rudarjenje. Tako, sem mu vedno rekla. Ja. To, da novinar sname intervju, velikosti intervjuja, ki so objavljeni v tej knjigi, traja od 7 do 10 ur. Pa ključna je tudi seveda, poleg radovednosti, ki mora biti, in pač komunikativnosti, ne, in znati poslušati, ne, jaz zelo rada poslušam, vse rada govorim, ne, priznam, ampak še raje poslušam, zelo rada poslušam, ampak mora pa biti tudi priprava. In ne vem zakaj, ne, tukaj so moje kolegice in kolegi, ne vem, če se bodo strinjali, ampak nekako se mi zdi, da je v novinarstvu intervju nekako podcenjena zvrst, to greš, pa nastaviš magnetofon, ne. Mimo grede, jaz sem pa še v začetku 90-ih pisala intervjuje na roko in vem, da sem bila enkrat pri Igorju Bavčarju, ki je rekel, pa kaj si ti nora, to boš zdaj pisala, ne? Pa vse ne bova nikoli gotova. Pred 5 minutami je šla od mene ameriška novinarka, računalnik je imela, pa je, ne, sem govoril, ona pa je pisala tipa na roko. No dobro, ampak zdaj so že, ne, seveda digitalci in to, ampak nekako se mi zdi, da preveč kolegov še misli, ne, pač postaviš magnetofon, pa sprašuješ, pa po možnosti še rečeš, povejte mi, kaj o tem, jaz o tem nič ne vem, veste, mogoče celo me nič ne zanima, ne. A tako pravite? Res? Tako da, ne, seveda zahteva, ne, tudi predpripravo, ne, ampak vse to zelo rada delam, ne.
Najmanj rada delam to, ne, potem to jemanje, ne, z magnetofona, to pa je res rudarjenje, ne. In se lahko samo zahvalim, da usodi ali čemu genom, da me hrbtenica še drži, ker to pa so res ure in ure, ki sem jih presedela, ne. Ker če si kdo misli, da so strojepiske, ne, ki nam to že dolgo jih ni, ki to nam pomagale. Ampak to so že takšne podrobnosti, da pustimo to. Še kakšno vprašanje? Drugače bo založnik prevzel besedo. Zdaj se pazite. Najlepša hvala vsem, da ste se odeležili predstavitve knjige. Vabimo še k druženju pred verjo, pa seveda knjiga je na voljo za prostovoljne prispevke. Prispevke so lahko sicer tudi višji od cene knjig. Seveda hvala za gostoljubje Univerzitetni knjižnici Maribor. Ja. In pa iskrena hvala gospodarki in pa gospodu Pušenjaku za izredno zanimiv pogovor o knjigi in še o čem. Majhna pozornost strani Kulturnega centra Maribor, strani založnika. O, pa je res kulturn. Kar pa je, knjige mi ne moremo podariti. Hvala. To bomo skupaj spili zdaj. Hvala. Hvala, da je. Aha, točno, ja, da. Hvala vsem, ki ste res v tem mrazu prišli.